Lepo pozdravljeni v dopoldanski izvedbi radia MTK, ki oddaja iz 5. dimenzije na valovih megahertz. Navadno se oglašamo ob 7, pa delamo nekje do 9, torej 2 uri imamo nekje časovnico. V današnjem dopoldnevu pa sem si zaželel narediti eno pomembno stvar, eno pomembno sporočilo, ki se navezuje na to, kdo je tarča in zakaj je tarča, od koga je kdo tarča in na kakšen način je tarča, ter kaj je pravzaprav tisto orožje, če smo temu tako reči, s katerim se v to tarčo strelja. Nekako se pogovarjamo v zadnjem času bolj razširjeno o tem, da je v bistvu vsega temačnega zlobnega sveta kriv ti zlobni ego, starodavna tehnika, starodavna stvar, ki je od nekdaj prisotna med ljudmi, pa vendarle čedalje bolj ugotavljamo, da gre to za umetno tvorbo znotraj nas. Torej, to, kar mislite, da ste, to niste vi. Tisto, kar o vas govorijo, da ste, to niste vi. O meni, pa dobro, pustimo zdaj mene. Tudi o vas, pravzaprav o vsakemu izmed nas obstaja tisoče verzij. On je tak, pa je taka, pa v bistvu jaz bi ful boljš naredil, sam sej veš, on je bolj tako, in te pol resnice, ki se širijo za vašimi hrbti, so več kot zaželjena stvar v svetu tekmovalnosti. Značilna stvar za ego je, da je tekmovalen, Torej, kdo je jači, kdo je hitrejši, kdo je bogatejši, kdo je lepši, kdo je najbolj to in kdo je najbolj ono. Ego za doseganje svojega cilja ne izbira sredstev. Preko trupel, če je treba, ne če je treba, precej jasno nam je, da preko trupel ego posluje in znašli smo se na enem točki, kjer v bistvu ugotavljamo, kako ostudna sredstva za zmago so si lastili tako politični veljaki kot sistemski korenjaki ter vsi obrekovalci in obrekovalke vaške skupnosti in škodoželjnosti ter klasičnega witchcrafta. Starodavne so tehnike obrekovanja, torej nekomu onečastiti ime, in veliko imamo na razpolago zadnje čase prepoznavanja delovanja narcizma. In narcizem je v bistvu posledica velikega ega in narcizem koristi kar nekaj tehnik za blatenje nekoga, ki ga vidi kot tekmeca. Kdo koga vidi kot tekmeca? Ja, zavist je zoprna reč, izhaja pa iz sposobnosti. Ali si sposoben nekaj ali nisi sposoben? Mislim, sposoben biti pomeni biti priklopljen na lastni ver, na lastno domišljijo, na lastno intuicijo, na lastne zaznave in na lastno željo povedati več, dočim ego vedno samo kopira. Ego je krasen igralec, je krasna koperna mašina, krasno se zna primerjati, krasno zna kopirati, zna kopirati ustvarjalce, dočim ego nikoli ni bil kreator, nikoli ni bil ustvarjalen in točno to je lastnost, ki mu manjka, in ker ni ustvarjalen, zna pač kopirati in to svoje kopiranje postavi na pediestal, kako je on dober, kako je krasen, kako je in ljudje se v bistvu navadno, že poznamo stari rek, hvalijo, kitijo s tujim perjem. To je značilno za ego, ki je v isti sapi zavisten tistemu, ki je kreativen. In tisti, ki je kreativen, je strani ljudi, ki so na nivoju ega, torej po stopni zavesti na nivoju pod 200, vsi ti ego omejen je zavisten nekomu, ki je sposoben. In posledica tega zavidanja je napadanje.
In seveda tarča je vsakdo, ki izhaja iz sebe, iz svoje sposobnosti, ne vem, speči kruh, ne vem, prebarvati avto, pokositi, obrezati drevje na en tak poseben lep način, karkoli pač človek zna, je človek, ki je z naslova ega, je temu zavisten. In seveda zato je treba dobiti en občutek nadmoči, to ego zelo rad ima, tekmovalnost in občutek nadmoči, in prav zaradi tega se poslužuje vseh možnih tehnik napadanja. In ena taka zelo močna, poleg obrekovanja, poleg blatenja, poleg smer kampejna je tudi triangulacija. Torej po tretji osebi. Ne, o tebi se pove nekaj tvojemu prijatelju. Nekaj se pove malenkost drugače tvojemu sodelavcu, še malenkost zategnjeno se pove tvojemu partnerju in o tebi naenkrat krožijo tri polresnice, ker ego nikoli ne pove po pravici, zaradi tega, ker je to naredil iz tekmovalnosti, iz zavisti in to je naredil na naslov in na način, da je tebe prikazal v slabši luči, kot dejansko si. Človek ima nenavadno prirojeno, ima obrambno reakcijo na to. Človek se začne braniti in začne svoje ime postavljati nazaj in dokazovati, da to, kar se o njemu govori, ni res. In to obrambna pozicija je nekaj, kar je v bistvu ideja napadalnega ega, torej, da si ti v obrambni poziciji, ne da si ti sproščen pa ustvarjalen, ampak da si takoj v obrambni poziciji, ti se braniš, ti čistiš ti bi rad opravil svoje ime in s tem trošiš prečudovito energijo, ki jo rabiš za to, da bi plaval po razmišljanjih, plaval po dognanjih, plaval po svoji duši, po nečem, kar odkrivamo tisočletja. Jezus nam je dal krasno iztočnico, od tam naprej pa je kar nekaj prebujenih ljudi, zavestnih ljudi vabilo v proces prebujanja duše, torej v razpad ega. Zakaj bi se človek sploh spravil na proces prebujanja? En kup stvari se razjasni, en kup stvari mernih, lepih se doživi, en kup je notranje mernosti razumevanja predvsem. Vendar na poti do prebujenja je pasaža, kjer te sistemski ljudje, ki nosijo močan in intenziven ego, te želijo na tej poti defokusirati, te želijo v tebe unesti distrakcijo, da ne prideš do sebe, a ne? Oni želijo, da ti ne prideš do miru, pa do jasnosti, ker ta jasnost pa pomeni jasno razlikovanje med lažjo in resnico, med avtentičnostjo in igro, med resnico in polresnico, med resničnim in lažnivim. Seveda, normalno lažnivci ne želijo, da kdorkoli doseže to jasnost. In sistem kot tak, z vsemi narcisoidnimi priveski, je bil trdno prepričan, da nikoli ne bodo prepoznani, kajti zelo aktivno in sistematično so skrbeli, da so vsakega, ki je stopil na pot prebujanja, zavestno, načrtno in sistematično potlačili nazaj v spanec. Zaradi tega pravimo, da ljudje spimo ali pa smo spali ali pa spijo in nekateri ljudje se prebujajo in nekateri se prebudijo. Dejstvo je, da ko se prebudiš v nivo, mi smo to rekli po lestvici, Hawkinsovi lestvici zavesti, je to stopnja 500, kadar se prebudiš nad stopnjo 500, naenkrat nima nobena zunanja sila na te več vpliva, pa si lahko tarča, ja ali ne, tebe dost ne briga, kaj se o tebi menijo, zaradi tega, ker tvoja avtonomnost in suverenost notranja dobro ve, kdo si. Tudi okolica zelo dobro ve, kdo si, ampak tega ne prizna, tega ne pove, na glas ne. Zaradi tega, ker če bi priznala okolica, bi istočasno priznala svojo šibkost, kar pa seveda ego noče. Ego ne mara poraza, ne prenese poraza. In točno zaradi tega se ego
poprime čist vsake tehnike in vsega možnega, samo da svojo, bom rekel, tarčo, torej tega, ki se prebuja, potlači nivo nižje. In torej, da je ta, ki se prebuja, ta, ki je lojalen, ta, ki je človek, ta, ki je empat, ta, ki se bolj zanaša na moralo, etiko, vrednote, kot na umazanije, tekmovalnost in za vsako ceno. Tacga empata vedno spodbijajo, vedno ga tlačijo, vedno v zgodovini je bilo tako, na križ prbijati, na grmade, pa kurt, mučati, tlačati v psihiatrije in v zapore. Vse to so strategije, ki so več kot jasne. V zadnjih 5 letih smo prišli do točke, ko se tisočletna igra, ko so znali nekako skriti to svoje delovanje, so se za časa korone odločili, zdaj pa gremo na vse ali nič, in pokazali so svoje prave barve. Kršili so ustavo, kršili so zakonodajo, kršili so človekove pravice, pa ne zgolj najvišji sloji tako imenovane oblasti, ampak tudi ljudje so zgolj slepo ubogali, kar je seveda dober pokazatelj in jasno znamenje, da v bistvu ego, ker nima lastne morale, etike in vrednote in suverenosti notranje, zgolj slepo sledi navodilom avtoritete. In avtoriteta je rekla, takšno so navodila z vrha in moramo ubogati. I ako je šlo za neustavnost, nečlovečnost, nemoralnost, šlo je za kršenje vseh možnih zakonov, kar jih obstaja v univerzumu in v knjigah, če ćemo tako reči, in od korone dalje se ljudje brezsramno kažejo in nam kažejo svoje prave namere in ne to, da smo mi dojeli, da smo tarče, mi smo zagledali, kdo vse ima v rokah loke, nože in bajonete. Mi smo pogruntali, mi smo zagledali ljudi, ki so se znali skrivati desetletja, stoletja ali tisočletja, smo pogruntali, da ti ljudje niso več skriti, niti nočejo biti skriti in kažejo svojo svinarijo na polno. Ameriška politika nam jasno kaže, kako se demokratom in liberalcem blesavi zaradi tega, ker njihova ideologija je zgolj biti kontra. Ne? Če bi Trump rekel, jaz sem pa zato, da dihamo zrak, bi liberalci rekli, mi smo proti. Trump je v svojih 120 dneh, ali koliko je zdaj na oblasti, naredil 111 executive orders, torej podpisov, torej izvršb, kar je največ v 60 letih. Ne? Če sem prav razumel, v 60 letih niso spisali toliko izvržnih ukazov, kot jih je spisal Trump. In vsi so v dobro človeka, ne v dobro vladavine, ne v dobro ega, ne v dobro kontrole, manipulacije in zlorabe, kot je bila navada do zdaj. Odpirajo se stvari, ki lomijo vse politične strukture. 86% vseh izvršb, ki jih je podpisal Trump, so kontradiktorne vsej prejšnji politiki. Kar seveda je lahko normalnemu razumevajočemu človeku jasen signal, da človek ruši globoko državo v dejanjih. O tem se pogovarjamo kar nekaj časa že, ne? Da Trump želi zrušiti globoko državo, zaradi tega pa je on krasna tarča sistema, ki sloni na egu in narcizmu in uporablja triangulacijo in smear campaign. Mislim, da na svetu ni človeka, ki bi bil deležen bolj obširnega in razsežnega smear campaigna, kot je to točno Donald Trump. In ima ženo iz Slovenije, ne? In tej ženi so v Sevnici postavili, bom rekel, neke vrste kip, lesen, sicer zelo, ni mi bil všeč, ampak bil pa je vsaj izkaz, Melania, tebi kip. Ampak zloba egoizma, ki gre preko trupel, blatenja, je ekipa bila sposobna ta Trump odrezati, ga ukrast ali zakurt. To ni namen človekovega sodelovanja, to je samo izkaz, kako nizkotno deluje ego v ljudeh. A ne?
Trump je imel 96 relijev v letu 2024, torej 96 javnih nastopov in shodov. Zgolj en ta shod je podprla televizija CNN in to je točno tisti, ko se je na njega zgodil napad. Zdrav možgan, kdor ima 2 mg možganov v glavi, lahko sestavi skupaj, da so želeli njegovo smrt javno predvajati po vseh televizijah sveta. Nobene resnice niso želeli imeti od Trumpa. Slovenski mediji niso pokrili 100 Trumpovih govorov, znajo pa najti vse zakvakane medije. Bom rekel, informacije obrnejo naokrog, torej ta triangulacija. Mal povejo danes tako, pa pol pojutrišnjem mal tako. Skratka, o Trumpu mi nimamo jasne slike, ker medijem ni zaželjeno, da bi bila slika jasna. Kot jim ni bilo ideja, da jasno povejo, da ima Biden zelo agresivnega raka na prostati, ki ni od včeraj, ampak je bil jasen že pred, ko je bil Biden še kandidat za predsednika. Že takrat je imel raka, ampak to so prikrivali, to so skrivali in skriva se milijon stvari še vedno pred očmi, ampak postajamo ljudje bolj kompetenten medij kot vsi uradni mediji, ki jih poznamo po Sloveniji ali pa po svetu. In že nekaj časa je temu tako, da smo ljudje, ki smo označeni za črne ovce, teoretike zarote, čudake in ne vem kaj še vse, smo mi veliko bolj verodostojni kot vsi mediji skupaj. Ker vsi mediji so sistemski, od nas pa nihče ni sistemski. In kdor ne sodeluje s sistemom, je od sistema kaznovan in zavržen, oblaten, osvinjan, zavržen, poteptano mu je ime, javno celo. Kolikor ne javno, pa takole prikrito, kjer lahko vidimo, da TikTok ne želi objaviti, da imam live, kjer vas je uspelo prideti 5, kljub temu, da se na vse mile viže trudite, da ste podelili ta live in vsem hvala lepa, ki ste to naredili. In vidimo, koliko nebolotičnih idiotov po tem svetu koraka in ima live in ima vsebine, ki so zgolj zavajajoče, ki še vedno širijo zgolj strah, širijo, bom rekel, to agresivni pristop do tega, mi proti njim. Zdaj, ja, mi absolutno obdelujemo tematiko, da na tem svetu končno rečemo, kdo je kdo, ampak mi se moramo podeliti prav, mi proti onim, neumni proti pametnim, razsvetljeni proti nerazsvetljenim. Sploh ne gre za to. Gre za to, da mi prepoznamo, kako ego in narcizem deluje in koga ter na kakšen način napada. Dokler ne poznamo dejstva, da smo empati tarče, da smo tarče zaradi tega, ker smo lojalni, ker v egu v ljudeh zbujajo agresijo, nelagodje, ni jim dobro, odpirajo se jim otroške rane in znajo iz te naše lojalnosti samo izčrpati, da bomo jim mi dali reakcijo. Mi moramo prepoznati, da smo tarče in kdo je napadalec ter kakšno je orožje. Kakšen je način obrambe? Zagotovo ni agresiven, to smo se že večkrat pogovarjali, večkrat sem vam razlagal. Kadar dvigneš nivo zavesti, ti prerasteš najprej svoj ego, ker ga znaš prepoznavati, ga začneš eliminirati in ko ga prerasteš, takrat prepoznavaš ego v drugih ljudeh in seveda vse njihove napade ter zaigrano pomembnost, ki jo ego igra od zore do mraka, da bi ja le nekomu uspodbudil svojo lastno pomembnost. Lastna pomembnost, kaj sem tele še hotel reči? Igra. Kadar prepoznaš svoj ego, prepoznaš igro. In igra za moje oči izgleda obsolet, izgleda bizarno, izgleda idiotsko. Ko gledam ljudi, ki so vedno samo nekaj kopirali, danes skušajo igrati in ta igra izgleda tako zelo slaba, vsaj meni, da se čudim, kako je možno, da večji del populacije še vedno
Se pravi šašovga, torej bomo rekli ne vidi, ali pa vidi in tolerira. Torej zlorabo, tolerira neumnost, tolerira idiotističnost. A ne? Nedohvatljivo mi je, ker si mislim, ipak zato, da vidiš glupost, ne rabiš biti razsvetljen. Ti ne rabiš imeti diplome, ti ne rabiš imeti nič drugega kot kanček zdrave kmečke pameti, nekaj svoje lastne vesti, nekaj človeškega. Ni res, da ni nobenemu nič dolžen na tem svetu, sej nobenemu nič ne dolgujem. Dragi moji, mi dolgujemo, krono, ne krono, dolgujemo drugemu nekaj človečnosti, nekaj humanosti, razumevanja in predvsem spoštovanja. To dolgujemo drugemu in ne moramo po svetu hoditi, kot da nas nič ne briga. Po drugi strani pa se ljudje, ki so v bistvu targetirali, torej empati smo bili tarče, oni so nas targetirali, ob tem so se pa delali neumnega. Zaradi tega je že 2 leti okrog mene 11. božja zapoved, ki pravi ne se delati neumnega, boš da delaš lepa dela. Deli ljubezen in zavladaj, ne pa deli mržnjo in sovraštvo, ne pa deli gossip. Obrekovanje so delili med ljudi. V cerknici so o meni ustvarjali takšno sliko, da se ti zabruha. Ampak če bi se jaz na to naslanjal in okrog tega obremenjeval, bi verjetno padel v neko psihozo. To je bil namen, ja. Ampak kaj pa zdaj, ko nisem? Zdaj so pa jezni, ker jim ni uspel ta trik. Ni jim uspel magic spell, ni jim uspela zastrupljena hrana, ni jim uspela zastrupljena pijača, vsega tega sem bil deležen. Fizični napadi niso prijeli, nič ni prijeli. Zaradi tega, ker ko se dvigneš po nivoju zavesti, si strani Boga zaščiten. Ne zato, ker sem od koga izbran, ampak zaradi tega, ker sem si jaz izbral to pot. In ta pot ni lahka. Ni lahka zaradi tega, ker new level, new devil, vsaka stopnja v razkrajanju lastnega ega s seboj prinese nove napade demonskih sil iz okolice, ki te želijo potolčiti na nivoju večjih profesionalcev. In jaz sem se očitno srečal s kar neki profesionalci, ki so skušali me diskreditirati, eliminirati, potolčiti, tako oblatiti in tako. Ne glede na to, da nisem nikoli nobenemu nič slabega naredil in da imam v bistvu kar nekaj sposobnosti, kjer bi lahko pomagal svetu, kraju, deželi, notranjski zemlji, kakorkoli, ampak ne, točno zaradi tega, ker bi lahko pomagal, so naredili tako, da me ne zagledajo. Ne? Pač človek, ki je v cerknici kar nekaj stvari, pač nisem tako neznan, ampak odkar sem začel ugotavljati, kako funkcionira ta igra, sem postal totalno prozoren. Kar pa seveda nakazuje, kaj ljudje o meni vedo. Vedo resnico? Ne, to je točno tisto, kar bi vam rad povedal, s čemer smo začeli v osnovi. To, kar govorijo o vas, da ste, in sami mislite o sebi, da ste, ker ste te govorice sprejeli, a ne, to niste vi. Dokler reagirate na zunanje, bom rekel, govorice o tem, kdo ste, takrat temu sistemu dajete energijo in dajemo energijo. NPC je ena izmed stvari, ki je precej poznana in je precej podobna narcisoidni osebnosti. Tak človek funkcionira na reakcijo. Torej človek, ki nima povezave s svojim verom. Nima lastne domišljije, nima lastnih idej, nima lastnih vizij. Po spominu se spomni neke tematike, ki jo obvlada, ampak zgolj naučeno. In če ti reagiraš na to ponujeno stvar, potem bo on kontriral, zato ker zna kontrirati, ne zna ustvarjati, zna kontrirati. Če reakcije ne dobi, najde neko drugo temo, ne nadaljuje s prvo, najde drugo, poišče tretjo, četrto in ko vidi, da reakcije ni, umolkne.
Zaradi tega, ker šele ko mi damo reakcijo, damo priložnost za ping-pong. In če nadaš na njegov ping svojega pong, je stvar zaključena. Med tem ping-pongom, ki ga igrajo narcisi in NPC-ji, gre za pretok vaše življenjske energije od vas k njim. Oni svojega lastnega kanala nimajo. Odpovedali so se mu. Svojo vest so preglasili z glasnim rompom-pomom lastnega ega, ki sam sebe ima za velečastnega, najmodrejšega in najbolj pomembnega na celem svetu. Brez želje po sodelovanju, ampak z velikansko željo po tekmovanju in dokazovanju. Takšni ljudje črpajo življenjsko energijo od vas. In življenjska energija, ki jo empat črpa izvira v naravi, v dejavnostih, ki jih ima rad, kadar je v radosti, takrat se polni, kadar pa je v družbi ljudi, pa napačnih, seveda pa je izčrpan. Mi dajemo tem ljudem energy, življenjsko, vitalno energijo. Kadar ti ljudje so življenjske energije, ker jo sami ne dobivajo, ker nimajo ničesar radi, ker vse, kar je, sam sovražijo, pa negirajo, takrat oni ostanejo brez sorsa tudi od vas. Vitalne in življenjske energije od vas ne dobijo. Kaj se zgodi, ko probajo pri vas, probajo tam, življenjske energije ne dobijo? Kaj je posledica? Mnogo hitrejše in vidno staranje. Ste to kaj zaznali? Da se tisti ljudje, ki so bili zlobni, obrekovalni in ki so bili negativni, a mogoče opazite, da se oni starajo hitreje, tako če pogledate okrog sebe, okolico, malo ljudi, ki jih poznate. Jaz to zaznam. Jaz sem zaznal, kako so se ljudje postarali, zaradi tega, ker je občutno v zraku oziroma v tej družbi je čedalje manj ljudi, ki kar dovoljujemo. Po eni strani so se ti, ki so igrali vloge, torej ljudje z velikim egom, so se odmaknili, ker so čedalje bolj prepoznani, po drugi strani se pa očitno zavedajo, da njihova igra ni tako zelo dobra, kot je bila pred časom. Iz tega naslova so se umaknili, po drugi strani smo se pa tudi mi, kar se mene tiče, empati, odločili, da enostavno svoje življenjske energije ne damo več, ne reagiramo na njihove provokacije, se odzovemo na način, ki ga ne poznajo in na tak način jih utišamo, odmaknemo in blokiramo odtok energije od nas. Ni problema, energijo imamo, kakor hočemo, ampak mi smo tisti, ki jo usmerjamo, ne dovoljujemo pa nikakršne kraje. Toliko sem nekako pripravil iz glave, zdaj pa sem rekel, da bom še pogledal mal listek. Nihče ni lastnik tvoje duše. To je ena izmed stvari, ki sem si jo zapisal. Avtonomnost in suverenost duše je tisto, česar se mora zavedati vsak posameznik. Da nihče si ne more lastiti nas. Ampak država se obnaša, kot da si nas lasti, kot da nas lahko do neskončnosti in onemoglosti izkorišča in v kaj vse mi moramo v odnosu do njih in kaj vse njim ni treba, ker so vladarji. Mi je všeč, ker se nekje že odpirajo tudi te, bom rekel, tožbe in obtožbe in sodni primeri v odnosu do velikih, bom rekel, znanih imen, naj si bo do Jankoviča v kontekstu razveljavljena sodba oprostilna v primeru Stožice, je prav, da se stvari odprejo nazaj. Veliko je zaslišan tudi na ameriških tleh, ogromno ljudi je pripeljanih na sodišče, odpirajo se primeri, ki imajo razsežnosti bistveno večje, kot smo mislili in srčno si želim, da se to čim prej premakne tudi pri nas, ampak ja, brez vere ni nič. Zdaj, ljudje, ki so delovali na način, da so od sistema pridobivali, so bili strani sistema nagrajeni. Mislim, sistem te nagradi, če si mučitelj, a je to tako? Sistem te ne bo nagradil, če boš zagovarjal
človečnost, ne bo te sistem nagradil, če boš promoviral ljubezen, če boš promoviral suverenost, ker kadar človek v nivoju zavesti zraste tudi njegova suverenost, notranja. Kva mi pa moreš dokler jaz ne kršim svojih moralno-etičnih zakonov, ne kršim nobenega zakona, zato ker ti zakoni so iznad vsega. Pa ne zaradi tega, ker bi jih rabil kdo napisati, zaradi tega, ker so etični in so etični, tako je, etični in moralni. In tudi Bela hiša je izjavila, ta tiskovna predstavnica Trumpova, se je odzvala na provokativno vprašanje enega izmed novinarjev, da je Trump pa zdaj pa dela posle za sebe, ne? Pa je rekla, zelo sramotno, da sploh kaj tacga prinesete v ospredje, a ne? Ker vsi politiki oziroma predsedniki v preteklosti so s pomočjo funkcije predsednika obogateli, Trump pa je v času predsednikovanja svoje premoženje, njegovo premoženje se je zmanjšalo. In Bela hiša skrbi za najvišje etične standarde in ne gre za lastno pridobitništvo, ampak gre za osvoboditev ljudi izpod krempljev globoke države. Danes je to več kot jasno in le sovražnik Trumpa oziroma pripadnik sistema, tisti, ki od sistema pridobiva, lahko govori neumnosti oziroma negativne kritike čez Trumpa. Ne? Seveda, ljudje bodo najdel Gazo je pa dovolj. Ne vem, jaz v Gazi nisem bil in smatram, da Trump, če bi vse bilo tako kot mediji pravijo, bi zelo hitro ukrepal, pa vendarle tudi tam se delajo koraki in premiki. Ne vem, kaj in kako in ne bom tlele čist ničesar dajal v ospredje, ne bom pa kupil medijske zgodbe, otroci v Gazi, to je stara fora, kako otroci trpijo, a ne, mi krademo, lažemo in nategujemo, otroci v Gazi pa trpijo. Obrnimo se mi rajš v naše politike, v tisto, kar lahko vplivamo, obrnimo se po naši lastni okolici in poglejmo, kdo v bistvu drži orožje v roki in targetira direktno nas. Mi ne moramo vplivati na otroke v Gazi, a drži, zakaj bi torej dali tja energijo? Ne moramo, zaradi tega je prav, da definiramo sebe. Niti, ne vam povem, ena taka mogoče žalostna, pa po svoje spet resnična stvar, ljudje spijo, ljudje se ne prebudijo, so takšni, so drugačni. Večkrat sem rekel, dajmo se mi fokusirati na to, kaj lahko mi naredimo na sebi in dejstvo je, da zgolj naša osebna rast, torej dvig zavesti, umik lastnega ega je tisto, kar mora poskrbeti vsak sam. Ne moramo se ukvarjati s tistimi, ki se nočejo prebuditi, ne moramo se ukvarjati s tistimi, ki trdijo, da je sistem nujno potreben, ne moramo jim mnenja obrniti na glavo, lahko jih samo pustimo pri tem, da ostanejo brez naše energije, kajti provokacija je njihova ideja, vsiljevanje, nagajanje, posiljevanje, kaj sem še napisal? Vsiljevanje je njihov pristop, najedanje, teženje, najedanje, obremenjevanje, s tem so bili res močni, a ne? In njihova naloga je tudi to, da vate usadijo dvom o tvoji lastni vrednosti. Zaradi tega sem že večkrat rekel, to, kar slišite o sebi, kar pravijo drugi, da ste, ni res. To, kar se o vas šušlja za vašim hrbtom, kaj da ste, ni resnica, ampak je napad tistih, ki so zavistni. Zakaj se pogovarjajo o vas? Zaradi tega, ker če bi se pogovarjali o sebi, se ne bi imeli kaj imeti, pa bolj bedno bi izgledali. Eno vprašanje sem vam prej postavil, pa nisem dobil niti enega odgovora, nisem šel niti še med vaše komentarje, pa bom. Zanima me, ali ste dejansko tudi sami opazili, da se ljudje, ki nimajo lastnega vera energije, ki so bili zlobni, ki so bili obrekljivi, ki so se napajali na energiji ljudi, ali zaznate, da se oni starajo bolj izrazito in hitreje? Jaz zaznam.
A sem edini ali tudi vi kaj zaznate? Dobro jutro želim, oziroma dober dan pravzaprav vsem 20 minut pred 12. Malo kasneje sem se užgal v live, niti ne bom 2 uri, mislim, da bom v 1 uri prišel čez, ker rad bi naredil en preizkus, da vidim, kje me stvari še drkajo, zato sistemske, zato da vidim, kaj se dogaja v ozadju in kako in kaj. Poleg tega, da se ukvarjam s vsebinami, še precej statistike furam in to z namenom prepoznavanja, kdo, kaj, kam, kje, na kakšen način paše in z željo, kaj je bolj primarno, da si podelimo, torej, katere vsebine so vam zanimive, katere ste pripravljeni deliti in katerih ne zmorete deliti, katere vsebine so vam pisane na kožo, katerih vsebin nočete, katere vas bolijo, katere vas strignejo. Ideja je, da malo vidim strukturo ljudi in seveda tematike, ki jo ponujam, pač znanja, Praviš, Sabina, pozdravljen, Matej pa vsi poslušalci, to je bilo že pol ure nazaj, pa Tinka je rekla zdravo, pa dober dan Sabina in hvala za delitev. Je povedala Marjana, ki je tudi delila live, najlepša hvala obema in vsem, ki ste to naredili. Tako je, da se ta 3D glumijada lahko nadaljuje, vse so počeli v to smer. Irena in Zvonka, lep pozdrav tudi vidve voščite, Silva pa praviš, da se strinjaš. In si vesela, da si me zasledila. Me veseli vsak dan ob 7, sicer pa YouTube kanal pod istim imenom so vsi posnetki jutranjih oddaj naloženi, kolikor nam mal nagajajo te avtorske pravice zaradi glasbe, so mogoče mal poškrbneni ti posnetki, ampak generalno so vsi posnetki tam. Gre za to, da smo se prebudili in vidimo glumo ter znamo odreagirati prav. Res je, ko se prebudiš, znaš odreagirati, znaš se odzvati. Ne reaktivno, ampak odzivno iz nivoja uma, torej ne več iz preživetvenega nagona, torej ta tridimenzionalna ujetost. Mi smo velikanska bitja znotraj sebe, mi imamo gromozansko velike potenciale, sistem pa je targetiral vsadzga, da bi ga zadržal pod stopnjo Hawkinsove lestvice zavesti, pod stopnjo 200. Tam ima sistem nad nami kontrolo in moč, kadar se dvignemo, moči več nima in tega se najbolj boji, da se mi ljudje začnemo prebujati, ker na tak način oni izgubijo moč. Tu smo, izgubljajo moč, Sabina, praviš, ko si videla Mental v Cerknici, mi je bilo jasno, zakaj jim napašeš. Ja, in tako pač je. Saj je v vsakem kraju, z vsakim človekom, ki se prebudi, začne prebujati, je ta ista pesem, vsi v zgodovini so šli čez isti protokol, tako da ta moj ni nič posebenega. Nič posebenega in nič izrazitega, predvsem lahko rečem, da je catch v tem, da prepoznaš vzorce, kako deluje ego, kako delujejo napadi, kako sistematično so zaterali vse v naši zgodovini, vse, ki so se prebujali, Tesla ni noben resno jemal, polk je pa umrl, zdaj je pa legenda, naš Nikola Tesla. Za časa življenja mu niso dali nobene zasluge. Enako je v tem trenutku v Sloveniji, zasluge dajo tistim, ki so del ekipe, ne tistim, ki so tega vredni in tisti, ki imajo dejansko kapacitete v srcu in svoji glavi, te stisnemo stran, kajti razkol med enimi in drugimi je čedalje večji. Glumci igrajo čedalje slabše, prebujeni pa smo čedalje bolj jasni in razumljivi in dojemljivi. In ta razpad je zelo, zelo izrazit in če se pokaže eden, ki je glumac, pa eden, ki je pristen na 1 na 1, se vidi glumado do bolanga in zaradi tega v bistvu zavestne ljudi umikajo, da ne bo videti, da smo mi bolj klovni. Ampak tako pač je, vzorce prepoznaš in rečeš, ok, ni panike, bomo pa z druge strani, imamo pot, ki je še ogromen. Osnovne življenjske potrebščine omejujejo, praviš, in pogojujejo, praviš Sabina, in te osnovne življenjske potrebščine, kot sta voda, kisik in zemlja, niso njihova last, čeprav so si polastili čist vse z našo dušo vred in kadar rečeš ne, postanejo agresivni, ker so trdno zavervani, da to njim pripada.
vaša pozornost oziroma naša pozornost, naša duša naj bi njim kar samoumevno pripadala. Zaradi tega, ker smo bili lojalni in smo dopuščali, ker smo bili naivni, ker smo bili dobrega srca, dobre namere, nismo nobenemu nič hudega hoteli, so oni nas imeli, te lastnosti so imeli za šibkosti. Ko se te njihove tako imenovane šibkosti odmaknemo od njih, postanejo jezni, agresivni in nadrkani. A ja, naše šibkosti vam manjkajo, ali kaj? Pa se je bila šibkost, pa grem stran, ne, sej ni panike, se ne rabim midva pregovarjati, ne? Ne rabim jaz na provokacijo nobeno odgovarjati, a nade? Na provokacijo sem ugotovil, da ljudje se rajš spravijo na osebni nivo brez argumentov, kljub temu, da vedo, da blatenje, javno žaljenje in poniževanje je tudi z kazenskega vidika zaščiteno. Tako da jaz zelo hitro ljudem postavim mejo in rečem, halo, javno blatenje je kaznivo dejanje, tako da ne boš šel predaleč. Dobrodošel z mnenjem, dobrodošel z argumentom, ali ga bom kupil, ja ali ne, to je moja stvar, seveda, ne moreš in ne smeš mi ga vsiliti. Blatenje, žaljenje in nespoštovanje pa je nekaj, kar je ne samo moralno, ne etično, ne spoštljivo, ne dostojanstveno, ampak je tudi nezakonito. Še kaj? Če oni mislijo, da lahko, jih moramo pa spomniti, da nas smejo, kaj ne? V tem kontekstu. Dodajaš pa, Marjana, da sistem nagrajuje vse, ki delujejo v slabo človeštva. Prav zato Trumpa tako zelo napadajo. Res je, od nekdaj je to tako bilo, ampak preveč se nas je začel prebujati v tem zadnjem obdobju 5 let, kjer enostavno nimajo več kontrole nad nami. Lahko oni kričijo, da smo teoretiki zarote, ampak iz dneva v dan je bolj jasno, da nismo nobeni teoretiki, da smo samo komentatorji zarote in teoretiki zarote nas kličejo točno tisti, ki v tej zaroti sodelujejo, a ne? V tem kriminalu. A ne? Bolj ko blatijo nas, bolj sami sebe izdajajo. Zdaj so rekli recimo demokrati v Ameriki, nehi Trump nas preiskvati, lepo te prosim, nehi nas preiskvati. A ne, to pa ne. A ja, da ne bomo najdli kriminala, bomo, pa obsodili vas bomo tudi. In enako strategijo se pričakuje tudi v Sloveniji, ampak dokler ljudje pravijo, sej ni nič, kaj pa češ, tako pa če, ti kljukci pa barabe, to ni to. Mi moramo iti korak naprej. Ljudje morajo dojeti, pa vsaj priznati, pa reči, pa 100 mater, pizda so nas nategnila, ne. Vsaj do te stopne moramo priti, da bomo lahko vsaj malenkost stopili korak naprej. Dokler pa ljudje pasivno gledajo, ne reagirajo ne na pedofilijo, ne na adrenokrom, ne na krajo, na izdajo, nič ne reagirajo, seveda potem pa tisti, ki so na vrhu, pa jejo, ne, idemo, ne. In tako počnejo in s prevarami in nategami, ustrahovanjem in tako. Naj vam povem, da se bo ustrahovanje še stopnjevalo, točno z namenom, da ljudje prepoznajo kaotičnost in obupno stanje vseh, ki so želeli imeti nad nami kontrolo. Torej, ustvarjalci drame kaosa, nemira in zmede bodo eskalirali do te mere, da bodo ustvarili več lastne samoizdaje, kot pa dejansko, da bi dosegli namen, ne, da bi se ljudje ustrašili. Saj so najdli nek grozen virus, ne. Lejte to informacijo. 3 leta so se odločali, kaj in kako bi oni pandemično zdaj lahko nategnili Evropo oziroma cel svet, da bi zdaj pa WHO zaprl vse države in v primeru pandemij. 3 leta. Trump je pa v 120 dneh 120 takih podpisov. 2 spola, prepoved cenzure, kaznivo dejanje tega, deportacija, milijarde, triljonski posli. Valjda, da je sistemu nevaren, ker je hiter kot modri dirkač. Ta sistem pa deluje s hitrostjo ranjenega polža, parne lokomotive v dobi medgalaktičnih ladij, ne. Tako nekako je razmerje, hiter hitra zavest, moralni kompas, etični, deluje hiter in zelo hitro se da sprejeti zakonodajo, če deluje v smeri pravilnosti.
Če pa deluje v narobe, je pa treba tisto narobe nekako pripraviti, da bo izgledalo, da je prav. To pa seveda rabi več dela in več truda, ampak kot sem že rekel, igra deluje zelo slabo, kot njihova zakonodaja ali pa neki predlogi ali pa neki ukrepi izgledajo že na prvo žogo. Stari, komu si ti zdaj to spisal? Sam sep ali kaj? Kaj imamo mi zdaj od tega? Kakšna pandemija? Dajmo najprej izolirati virus, se tle začnimo. Ti meni izoliraj ošpice, pa ti meni izoliraj ta COVID, pa gripa, vse to ti meni izoliraj, pa se bomo pa naprej pogovarjali, da je to sploh potrebno. Človek, otrok, dojenček se rodi zdrav, on ne rabi aluminija, pa mrtvih celic, plodovnice, pa težkih kovin, to, kar mu nasujajo v prvih 24 urah. To je zaveranje razvoja človeka, da ja ne bi dosegel stopnje zavesti, ampak kljub vsemu se vse to da, ker telo je samo ozdravljivo. Vse je v mentalu, univerz, nebesa so mental. To je umska, frekvenčna stvar, ki je znotraj nas. In iz tega naslova je telo samo ozdravljiv mehanizem, organizem, ki je nor. Tako kot je zemlja samo ozdravljiva, če umakneš te, ki delajo škodo, torej bom rekel te zatiralce zemlje in vsega živega, torej ego, narcizem oziroma sistem, potem bi se zemlja zelo hitro sama popravila. In enako se dogaja z našim organizmom. Sej sloni tudi ne hodijo k veterinarju, ne vem, krokodili tudi ne hodijo k zobarju, pa kaj tacga, Zato, ker v naravi vse štima. Zato, ker vse funkcionira tako, kot more, ker nas je ata, ker nas je stvarnik naredil tako, kot se spodobi. Po lastni podobi in on ni nepopoln. Nepopoln je Satan, nepopoln je sistem. Mi sistema, tacga kot je, ne rabimo za svoj obstoj. Sistem je nam breme pri našem razvoju. In ko bomo to dojeli, bomo ugotovili, da niti ena stvar, ki jo sistem predlaga, ni v naše dobro. Torej, tisto, kar sistem predlaga, obrneš na glavo in je glih prav zate. Če rečejo, ne smeš jajc, pol jih moraš. Če rečejo, ne mleka, pol ga moraš. Če rečejo, to pa moraš, pol pa to zihar ne smeš. Tisti, ki so tako skrbeli za našo varnost, da se ne bi komu kaj naredili, pravijo, da pejte pa v Ukrajino se boriti, pa ne vas tam pobijajo. Sej ne rabiš imeti diplomske izobrazbe, da se šteješ 1+1, da v enem primeru želijo od tebe to, v drugem primeru želijo pa to. Pridite, vas bomo odcepali zato, da boste vi zdravi. Pa nisem, koliko ljudi ozdravi, ko začneš enkrat k doktorju hoditi, pustimo zdaj poškodbe, ampak te bolezni, razni pritiski in te stvari, ko ti enkrat začneš doktorjem hoditi, pol si njihov, Od zdravega človeka farmacija nima nič, od mrtvega pa ne. Točno tam vmes farmacija rabi. Mislim, kako že pacient ozdravljen, je stranka izgubljena. Tudi zato ne rabiš neke strašne diplome. Zdravo kmečko pamet pa ja, pa gre lažje. Hvala vam, dekleta, vsem za vse darove in zahvalim se vsaki posebej, ker sem v tematiki. Hvala lepa vsem za pozornosti takšne in drugačne. Grem še jaz nazaj, da je prišla Polona pa rekla dober dan, vsem srčnim lučkam pa pritisnila eno kordonto. Thank you very much. Sabina, praviš, da zloba izcuza življenjsko energijo iz človeka, ki izgleda kot posušena sliva v obraz in telo. Odgovor na vprašanje, ali prepoznavate kaj ljudi, da se hitrejš starajo. Ja, življenjska energija je energija vitalnosti in življenjska doba človeka ni toliko, kot nam pravi sistem, bistveno več je. Ampak koliko bomo pa videli, ampak ljudje, ki nimajo lastne življenjske energije, ki jo ne dobijo, niso preklopljeni na ver, torej na srčnost, na moralo, etiko in zdravo kmečko pamet, emotional intelligence in spiritual quotient, kdor tega nima poštiman, ga mora življenjsko energijo dobivati od drugih. Te življenjske energije ne dobiš ne v hamburgerju, ne v solati. Dobiš jo od človeka. In takšni ljudje, ki nimajo življenjske energije, sami zelo, zelo bolj hitro se starajo. In bomo deležni pomlajevanja tudi tega. Ampak ne bom šel kaj noter zdaj, ker pustimo, je že do zdaj dosti hudo za razumeti, marsikaj je očitno. Marjana, tudi ti zaznavaš, njihovi obrazi so povešeni, oči brez svetlobe. Tudi to je eden izmed pokazateljev. Mnogi odhajajo iz zemeljskega bivanja, se strinjam,
Mnogi se bodo poslovili, ker ne bodo prenesli tega, s čemer bi se mogli soočati. Torej, ego je naredil precej škode sebi in drugim, to si bo treba enkrat priznati, to bo enkrat treba temu pogledati v oči, če prej ne na smrtni postelji, nihče temu ne uide. In tu smo in zaradi tega je tudi prav, da sami sebe znamo dvigati na nivoju zavedanja in odklopati čustvene povezave. Zvonka praviš, da ljudje z negativnimi dejanji so brez žara na obrazu in jih takoj opaziš, ker smo kot detektorji. Prav res je, postajamo detektorji, vidimo več, ker imamo neke vrste dušno oko, dušno uho, dušni detektor vibracije, ki zazna bistveno več, prepozna onkraj besed in gest in gibov, onkraj tega zazna namero. To je tisto, česar so se najbolj bali. Sistem se je najbolj bal, da bomo mi prepoznali, kakšna je namera za besedami, ki jih izustijo. A ne? To pa je njihov pokop in pogrom. Knjiga Razodetja tudi to pravi. A ne? Janez, živijo v Savinjsko dolino, Marjana pa dodajaš, vse od rojstva do smrti sistem deluje proti človeštvu, vse z namenom zasužnjevanja duš in nadvlado. Res je, ampak koliko besed rabimo, da pridemo do tega dejstva, da bi dopovedali ljudem to dejstvo, hej, ni vse tako, kot nam pravijo. Zaradi tega pa se trudimo vsak dan na svoj način, na svoje, skozi svoje besede nekje prepeljati svetu dejstvo. Zgolj kot komentatorji. Ne rabiš biti pretirano da zaznavaš, le sprejemati moraš malo informacije, sam ne po televiziji, cajtangih in radiju. Informacije, ki so relevantne, so na Facebooku, TikToku, Instagramu in še kje, na Twitterju, na Trump socialu in kdor želi izbrskati resnico, jo bo najdu. Kdor resnice ne želi, bo rekel, da je ChatGPT za nič, da je Facebook bedarija, da je TikTok za mulce, da sem krade čas, pa ni res. Ogromno znanja, ogromno aktualnih informacij prihaja v ospredje točno na teh socialnih omrežjih, ko mi pa čakam, da se skine še cenzura iz vsega tega, no in temu paša še ena takale sličica. Še vedno niso dojeli, da smo zdaj mi glavni news, a ne? In žabec Pepe. Figura, bom rekel, digitalnih bojevnikov nove dobe, ki smo si upali, ne glede na to, da smo bili zasmehovani, da smo bili poniževani, da smo bili osrani, da smo bili vse, kljub vsemu temu smo si upali in dovolili opozarjati in govoriti o stvareh, za katere smo od nekdaj vedeli, da imamo prav, ker smo jih čutili znotraj sebe, da so prav. Dobro, dragi moji ljudje, zaradi tega, ker vidite dobro v ljudeh, ste genialna tarča. Dokler v vseh vidite samo dobro, ste genialna tarča. To pa ne pomeni, da vi nehajte videti dobro v ljudeh. Zavedajte se, da ste targetirani. In prav je, da se znamo temu ubraniti. Naša obramba je nereaktivnost. Mi moramo nehati futrati svojo življenjsko energijo tiste, ki si zamišljajo, da jim naša življenjska energija pripada z rojstvom. Ali ne vem odkdaj. Zaradi tega, ker imajo večji avto in pripada naša življenjska energija. Ne. Njihova vrednota je denar, naš currency, ne? Torej naša valuta. Naša valuta je energija. Oni pa pravijo, da je naša valuta denar. Pa ni res. Naša osnovna valuta je naša energija. In dragi moji, dokler jo talamo kot diamante svinjam, smo sami brez nje. To pa ni namen. Ata je rekel, tukaj je to zate. Ne zato, da boš okol talov. Ja, odlično, pretakajte, ampak ne da polivate, brez da dobite feedback. To pa ne dovolite kraje, ker Satan je lopov. Ego je glumac in z glumo so nas okradli, ker smo bili naivni, dobri, prijazni in ovo. Skratka, želim vam, da še vedno vidite v ljudeh vse dobro.
ampak v isti sapi, da znate prepoznati tisto zlobno ego strukturo, ki želi priti v vas in scuzniti iz vas, s tem, da vas poniža, s tem, da vas diskreditira, s tem, da v vas trosi razne klevete, ki na vas nimajo nobenega dobrega vpliva. Želim vam, da sredo izkoristite tako, kot se zagre. Pri nas je deževno, upam, da imate kje drugje kaj več sreče s soncem, vsaj tako kaže, da jo imate po Sloveniji malo več, mi pa smo že kar nekaj dni v dežju, ampak nič ne de, nikoli ni slabo vreme, zgolj napačna obleka je tista, ki ločuje vreme, oziroma užitek v vremenu. Marjana še dodajaš, bogi ljudje, ujetniki smo bili skozi programiranje od svojih ranih dni in ne jezim se več na sistem, pa rušimo iz dneva v dan s svojim vzorom in manifestacijo. Ja, to, da pokažemo, kaj je naša mernost, kaj je naša svobodna volja je dam ali pa ne dam, In če se jaz odločim, da energija ne dam, ga pač ne dam, To govorim v primerih, ko sem v živo kjerkoli, Zvonka praviš, da našo energijo smo preveč podarjali napačnim ljudem. Absolutno nismo jo niti podarjali, ampak so nam jo kradli, mi sem nismo vedeli, da smo okradeni. Urška, živijo, objem tudi tebi. Oglasili smo se ob 11, odločil sem se, da bomo do 12, zaradi tega, ker želim imeti 1-urno oddajo. Ponovitev je na YouTubeu, verjetno bom skušal dati tudi na Facebook. Hvaležen bom pa vsem, ki boste to podelili naprej, ker ipak me zanima, kolikšna je želja med ljudmi po spremembi in koliko ljudi nima želje in nima jajc podeliti takšne vsebine. To ni ena in edina takih mojih vsebin, je okrog 1000, ampak ja, vesel bom, če boste to podelili potem po ostalih omrežjih, ker v tem trenutku bi vam vsem zaželil prečudovit dan, veliko moči in vse dobro vsem, da boste imeli lepo sredo in da ste močni, stoični in tako, kar vse zraven spada, in da se zavedate, kdo je tarča in kdo ima v roki orožje, da napada. Tako moramo razumeti in, dragi moji, želim, da ste odprtih nazorov, odprtega uma in da niste zaciklani z sistemi prepričanj, sistemi verovanj, naj si bodo religiozne, naj si bodo prepričanje, da ima sosedova Marička prav ali pa da ima prav šolski sistem ali pa sodnik. Kot gledamo v Ameriki, sodniki padajo en za drugim in komaj čakam, da ta trend pride tudi med nas. Dragi moji, še enkrat en prečudovit dan in vse dobro vsem. Čau, čau.